Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjujski oddaji na i24 News English. Medtem ko ZDA stopnjujejo napade na Iran, zdaj že vsakodnevno bombardirajo cilje režima vzdolž Hormuške ožine. Tveganje za vrnitev k popolnim vojaškim operacijam v Iranu se zdi bližje kot kadarkoli od začetka tega nestabilnega premirja. Kar zadeva Iran, ta ne napada le ladij v ožini, ampak močno napada zalivske arabske države, pri čemer se trenutno osredotoča izključno na ameriške vojaške cilje v teh državah in se je vzdržal napadov na ključno infrastrukturo. V določenih pogledih se zdi, da se je vojna z Iranom ponovno začela. Le da tokrat Izrael ni vpleten. Izraelske obrambne sile ne izvajajo napadov v Iranu in doslej Izraela Islamska republika še ni napadla. Seveda se lahko vse to spremeni in Izrael se pripravlja na takšen scenarij. Kaj pa to pomeni za Izrael? Ali naj še naprej ostane ob strani, medtem ko ZDA napadajo Iran? In če bi se vojna znova začela in bi Izrael ponovno začel napade na Iran, ali bi mu to pomagalo doseči tisto, česar mu ni uspelo doseči med 40-dnevno vojno? Da bi to razčlenil, sem vesel, da se nam v oddaji ponovno pridružuje Eyal Hulata. Hulata je bil vodja Izraelskega sveta za nacionalno varnost od 2021 do 2023. Služil je v Mosadu približno 23 let, tudi na vodilnih položajih, in prejel nagrado za obrambo Izraela za nedoločena dejanja. Hulata je tudi višji sodelavec pri Fundaciji za obrambo demokracij. Eyal Hulata, hvala še enkrat, da ste se nam pridružili tukaj v oddaji On the Record. Vesel sem, da sem spet tukaj. Kar precej poti ste prehodili, odkar sem bil tukaj pred 6-7 meseci, kaj ne? Ja, ampak očitno smo odštevali trenutke, dokler vas nismo spet dobili nazaj in zdaj ste tukaj. Hvala, da ste prišli. Kot sem omenil v uvodu, ZDA zdaj izvajajo vsakodnevne napade na Iran in resnično stopnjujejo tempo. Bi se moral tudi Izrael vključiti in doseči tisto, kar upa, da lahko doseže v Iranu? No, vsekakor moramo govoriti o tem, kakšni bi lahko bili Izraelovi cilji, če bi bil vpleten. Ampak mislim, da odločitev o tem, ali se Izrael pridruži ali ne, ni v rokah Izraela. To v tem trenutku ni odločitev, ki bi jo sprejemali v Jeruzalemu. Najprej in predvsem je to odločitev, ki jo je treba sprejeti v Washingtonu, in mislim, da si je predsednik Trump jasno odločil, da ne želi izraelske vpletenosti iz več razlogov. Mislim, da predvsem zato, da lahko nadzoruje stopnjevanje in intenzivnost tega konflikta. Ko se Izrael pridruži, je preveč spremenljivk, ki jih ne nadzoruje. In moram reči, da to govorim z občutkom frustracije. Ne mislim, da obstaja raven zaupanja, na katero sem upal med voditelji Združenih držav in Izraela, ker bi lahko Izrael tukaj odigral pomembno vlogo. Pod pogojem, da obstaja razumevanje, kako naj bi izgledal načrt. Ampak to je washingtonska stran. Obstaja še en akter, za katerega mislim, da je precej jasno, da ne želi, da bi bil Izrael vpleten, in to so Iranci. In Iranci so želeli, da bi bil Izrael vpleten. Vse, kar so morali storiti, je bilo poslati eno raketo proti nam, kar so tudi storili pred 17-urno kampanjo. Kratka, a zelo intenzivna. Kot pred približno 5 tedni. Je bilo to na začetku junija? Mislim, da Iranci vedo, da če se Izrael pridruži, bo intenzivnost večja in možnosti za manevriranje bodo precej omejene. Torej, če Washington noče, da je Izrael vpleten in Teheran noče, da je Izrael vpleten, potem je seveda pomembno, kaj si želi Izrael. Ampak ne toliko, kaj ne? Prav, ampak predvidevam, da Izrael sedi ob strani in uživa v trenutni situaciji. ZDA zmanjšujejo vojaške zmogljivosti Irana. Napada njihov nadzor nad Hormuško ožino, kar je, veste, njihov adut pod jedrskim pragom. In to počne v interesu nacionalno-varnostnih interesov Izraela. Torej, ali ne bi vmešavanje škodilo interesom Izraela? Ja. Bom povedal takole. Prav in še enkrat predstavljam svoj pogled na svet. Morda to ni ravno tako, kot bi premier Netanjahu trenutno videl to priložnost. Prva stvar je, da mora biti z izraelskega vidika zelo jasno razumevanje prioritet grožnje, ki prihaja iz Irana,
In v tem trenutku, tako kot pred to vojno in pred 12-dnevno vojno junija lani, je to iranski jedrski program. Najpomembnejša stvar, s katero se moramo soočiti, je, kako ne le zadržati stanje, kakršno je trenutno, ampak rešiti, kar pomeni odpraviti pot Islamske republike Iran do jedrskega orožja. To mora biti prva prednostna naloga. Zdaj se mora pojaviti vprašaj glede tega, ali lahko z vpletenostjo Izraela ali celo z ameriškimi zračnimi napadi brez kopenskih operacij. Ali lahko naredimo kaj bistveno boljšega pri zaustavljanju iranskega jedrskega programa, kot smo storili junija 2025. V 12-dnevni vojni ali dodatni elementi, ki smo jih izločili iz enačbe med 40-dnevno vojno marca in aprila. In mislim, da odgovor ni nujno pritrdilen. In če je temu tako, potem mislim, da se moramo z izraelskega vidika osredotočiti na to, kako pripraviti takšno možnost, vojaško možnost, če pride do točke, ko se Iran odloči pospešeno priti do jedrske bombe in nadaljevati. Ker niso dosegli dogovora z Američani ali pa, ne vem, so pravi trdorokci odločili, da želijo svojo odvračalno moč in bodo to storili za vsako ceno. Kaj potem stori Izrael? Na to se mora Izrael pripraviti. Na to se mora pripraviti vojska, na to se mora pripraviti Mossad. In na to bi radi, da se izraelsko vodstvo in vlada osredotočita. Še en krog napadov bi morda ustvaril neko vrednost, vendar smo že pri zakonu padajočih donosov. Da, pripeljal si nas neposredno do mojega naslednjega vprašanja. Zadnjič si bil tukaj po 12-dnevni vojni junija in rekel si, da mora Izrael izkoristiti uspeh te kampanje za uskladitev kampanje pritiska z Američani, da bi oslabil režim. Očitno se to ni zares zgodilo. In kar smo dejansko videli, je bilo zgolj nadaljevanje vojne. Torej, ali ima Izrael strategijo proti Iranu, ali pa je zgolj v načinu občasnega omejevanja grožnje? Postavimo stvari v kontekst. Prav? Naš zadnji intervju je bil, mislim, decembra. Da. To je bilo pred protesti na ulicah Teherana in drugih mest januarja, ki so privedli do izjemnega pokola več 10.000 Irancev strani lastne vlade. In potem je prišel predsednik Trump z obljubo, da jim bo priskočil na pomoč. In stvari so se odvile tako, kot vemo, da so se. Prišlo je do poskusa strmoglavljanja režima. Ni se išlo tako, kot smo želeli. Seveda, vrhovni vodja ni tam, Iran pa je drugačen. Je zdaj boljši partner za pogajanja? Trenutno ne. Je manj sovražen do Izraela in Zahoda? Verjetno ne. A to ne pomeni, da ni šibkejši? Pravzaprav je šibkejši. Če se vrnem k stvarem, ki sem jih povedal decembra, mislim tako. Če smo še vedno osredotočeni na to, kako ustvariti boljše pogoje, da bi iranski voditelj popustil glede tega, kar je ostalo od njihovega jedrskega programa, potem razen vojaškega posega, ki je omejen. Kot sem že prej povedal, je naslednja najboljša stvar, da Iran postavimo v položaj, kjer mora popustiti, kjer mora znova izpiti kelih strupa. Tako kot so storili ob koncu iransko-iraške vojne in kot so storili, ko so leta 2023 začeli pogovore z Američani. Zato je potrebna usklajena kampanja. Mislim, da so načela, o katerih sem govoril decembra, še vedno veljavna. Vemo, da so bile razmere v Iranu za ljudi tako težke, da so množično šli na ulice, ker so čutili ta pritisk, čeprav ni bil tako močan in intenziven, kot mislim, da bi lahko bil. Ekonomski pritisk, ki je prišla z epsko močjo, kajne, del ameriške kampanje, ki se nanaša na ekonomski pritisk, po mojem mnenju dosega veliko. Blokada Hormuške ožine je bila pomembna, seveda zdaj prihaja do povračilnih ukrepov, ker predsednik Trump želi odpreti Hormuško ožino. Torej, ni nove svetovne krize, vendar obstajajo drugi načini pritiska. Ekonomski pritisk, ki bi ta režim ali to, kar je od njega ostalo, spravil v hude težave. Na način, da bodo morda morali popustiti. In želel bi, da se to izvede, ker mislim, da bi to maksimiziralo vzvod, ki sta ga Amerika in Izrael zgradila nad Iranom. Medtem ko vsi govorimo, ali pa Iran poskuša, da vsi govorimo o tem, da zmagujejo v tej vojni, da potiskajo Američane nazaj in da silijo Američane k popuščanju v Hormuški ožini, mislim, da je situacija veliko bolj zapletena od tega. Mislim, da je Iran veliko šibkejši. Mislim, da režim ne nadzoruje države. Mislim, da bodo ljudje verjetno znova šli na ulice, če bodo začutili, da ni druge poti.
In mislim, da je verjetnost, da se to zgodi v naslednjih nekaj mesecih ali letu, precejšnja. Na to se moramo pripraviti. Torej, ko govorimo o pripravah na to, ko ste bili svetovalec za nacionalno varnost pri predsedniku vlade Bennetu, Nekdanji predsednik vlade je pravzaprav pred nekaj tedni razkril načrt za strmoglavljanje režima oziroma za oslabitev iranskega režima. To je zdaj diagram, ki nekako prikazuje ta načrt. Močno je cenzuriran, razen besed načrt za oslabitev Irana in besede cyber. Zdaj, glede na razumljive varnostne omejitve, kot jih vidimo na zaslonu zdaj, kaj lahko še delite o tem načrtu? In ali veste, zakaj ga ta trenutna vlada ni izvedla? Ali so bili seznanjeni s tem načrtom, ki ste ga pripravili? Moram reči, da to obuja lepe spomine. Spomnim se takratnega premierja Benneta, ki je to risal med najinimi pogovori o tem, kaj pomeni oslabiti Iran. Stvari, ki sem jih zdaj povedal, niso nove. Mislim, da je bila to prava strategija glede Irana že vrsto let. Iran ne bo pogajal v dobri veri. Edini način, da iz Irana iztržimo kakršnekoli popuščanja, je, da jih oslabimo do te mere, da bodo morali izbirati med popolno predajo ali izgubo oblasti. In to je mogoče doseči le z izjemnim pritiskom različnih vrst. Veste, ne bom razkril tistega, kar je očitno zaupno, vendar so to različne veje tega. Ali pa naš poskus oblikovanja različnih načinov, kako lahko izvajamo pritisk na režim. To bi povzročilo oslabitev njegove sposobnosti vladanja, njegove sposobnosti obrambe, njegove sposobnosti napada, kar se mi zdi še bolj ključno in pomembno. In na koncu jih postaviti v položaj, kjer imajo veliko šibkejšo pogajalsko pozicijo v pogovorih z Američani. Ko smo to načrtovali, je bilo to v času administracije Bidena, kaj ne? Predsednik Biden je govoril o novem sporazumu. Poimenoval ga je daljši in strožji sporazum. Naš argument je bil, če želite daljši in strožji sporazum, potem morate oslabiti režim, ker vam je ne bodo kar tako dali samo zato, ker ste jih lepo prosili. In če se vrnete k JCPOA, ni možnosti, da bi dobili še en dogovor z pogajanji, ker bodo Iranci popustili samo enkrat. Torej, to je bila ideja. Zakaj pa to ni bilo izvedeno? Veste, tega ne bom časovno opredeljeval. Ampak prejšnja vlada in jaz kot svetovalec za nacionalno varnost smo začeli usklajevati ta načrt. To sem počel sam, zelo natančno in v tesnem sodelovanju s celotnim izraelskim obrambnim aparatom. Usklajeval sem vse različne deležnike glede na njihove različne zmogljivosti. In potem je vlada žal padla in bile so volitve, predčasne volitve 1. novembra 2022. Ampak ali je bil predsednik vlade Netanjahu seznanjen s tem načrtom? No, Benjamin Netanjahu je bil o vsem obveščen. Sam sem imel priložnost, kako se reče, hafifa v angleščini. Obstajajo besede. Ja, primopredaja. Uspešno sem prenesel vse razmišljanje, vse načrtovanje in vso koordinacijo tja. Slišal sem, da pravi, da tega risbe ni nikoli videl. No, to je res, ker te risbe je kot grob osnutek ostala pri predsedniku vlade Bennettu. Ampak načrt in metodologija ter celotno razmišljanje o tem, kako to izvesti, vključno z okrepitvijo sil, ki je bila izvedena v tednih pred spremembo vlade, zelo sem vesel, da smo lahko vse te stvari naredili. Jaz veste, če sem pošten in iskren, mislim, da je bila med januarjem 23 in 7. oktobrom pozornost izraelske vlade usmerjena na druge stvari, o katerih nam danes ni nujno treba govoriti. Želim si, da bi bila njihova pozornost, tako kot v času naše vlade, usmerjena na zunanje grožnje. Morda bi se stvari odvile drugače, a tega nikoli ne bomo vedeli. V vsakem primeru, ja, to ne prinaša le lepih spominov, ampak tudi občutek, kaj se zgodi, ko izgubiš čas. Kaj se zgodi, ko ne ukrepaš dovolj hitro glede tega, kaj storiti? Na koncu je bil Izrael pripravljen. In junija 25 sem bil zelo vesel, ko sem videl, da je predsednik vlade Netanjahu sprejel te odločitve in da sta letalske sile, obveščevalna služba ter Mossad ukrepali tako, kot so. To je bilo izjemno osupljivo. Mislim, da sem o tem govoril tudi v prejšnjem mandatu. Zasluge gredo tistim, ki si jih zaslužijo. In to so odločitev predsednika vlade Netanjahuja ter aparat. Toda problem Irana se ni začel z Netanjahujem in se verjetno tudi ne bo končal z Netanjahujem. Stvar je v tem, da problem Irana ni edini problem.
Če pogledamo širše, veste, iranska grožnja je še vedno prisotna. Režim je opogumljen, radikaliziran, kot ste sami opisali. Ampak to ni edina grožnja. Izraelske sile so še vedno v Libanonu. Še vedno so v Siriji, še vedno so v Gazi z nekaterimi temi vsakodnevnimi napadi. Torej, ali je to nova normalnost? Ali je realnost neskončne vojne neizogibna? Ne, mislim, da ni neizogibna. Mislim, da je veliko stvari, ki jih ne bi smeli normalizirati. In zagotovo ena od stvari, ki jih ne bi smeli normalizirati, je, da je Izrael v večni vojni. Nobena država ne bi smela biti v večni vojni. Še posebej ne država velikosti Izraela z ambicijami Izraela, da postane uspešna, cvetoča in prosperitetna družba ter gospodarstvo. To ni mogoče doseči z neskončnimi vojnami. David Ben-Gurion je to razumel že leta 1947, ko je pripravljal IDF na vojno za neodvisnost. Res je, Izrael je veliko večji in veliko močnejši, vendar to ne pomeni, da lahko preživimo 1000 dni vojne. Ta vojna je že najdaljša, kar smo jih kdajkoli vodili. In za vsemi temi frontami ni videti konca. No, omenil si Libanon. Zelo sem vesel, da lahko podprem dogovor in priznam zasluge zanj. O njem se je veleposlanik Leiter po nalogu predsednika vlade Netanjahuja pogajal z libanonsko vlado. Mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da ko govorimo o končanju vojn z dogovorjenimi sporazumi, ki izkoriščajo strateške prednosti in ustvarjajo pogoje za dolgoročne uspehe, govorimo prav o takšnih stvareh. Vsekakor bi si želel videti močnejši Libanon. O tem razmišljam že leta, kaj ne? Leta 2022 sem izpogajal pomorski sporazum. Mislim, da je pomembno, da bo libanonska vlada opolnomočena, da se bo lahko uprla Hezbolahu. Ne bi smeli kar verjeti, da to lahko storijo, kaj ne? Moramo zaupati in preveriti, kot bi rekli Američani. V tem primeru to pomeni, da se ne moremo kar umakniti iz svojih oporišč v Libanonu, vendar jim moramo vsekakor dati priložnost, da dokažejo, da lahko naredijo bolje. In sčasoma, upam, se umakniti bliže meji z Izraelom in se osredotočiti na tisto, kar resnično moramo storiti. In ne znova vzpostaviti še en varnostni pas ali varnostno cono, kot smo to storili v 80-ih letih. To bi trajalo predolgo. Toda, na primer, v Siriji je predsednik Trump po poročilih povedal Netanjahuju, da je čas, da se umaknejo iz Sirije. Ali menite, da je zdaj z vidika varnosti Izrael dosegal največ, kar lahko doseže pri spreminjanju varnostne realnosti vzdolž meje s Sirijo? In da je čas, da se Izrael umakne, ter da lahko zaupa vladi Ašara, da bo na svoji strani varovala to mejo? Verjetno nič od tega. Vendar Izrael že mnogo mesecev ne sodeluje v bojih v Siriji. Mislim, da je minilo že približno leto dni, odkar je prišlo do neposrednega spopada med IDF in Sirijo. In vendar smo še vedno tam v varnostnem pasu. Kakšen je torej namen prisotnosti Izraela v varnostnem pasu? Če je namen Izraela, da ostane v tem varovalnem pasu zavedno, torej da preoblikuje način, kako skrbimo za svojo nacionalno varnost, potem moramo to zagotovo uskladiti z Američani. Ker Izrael ne more zavzeti ozemlja sosednjih držav samo zato, ker se tako odloči. No, zdi se, da Trump noče, da bi Izrael to storil. No, mislim, da to ne bi smelo biti presenečenje. Mislim, da je predsednik Trump to povedal že prvi dan, da si želi dogovorjenega sporazuma z vsakim od njih. To želi tudi glede Gaze, zato je ustanovil svet za mir. Po njegovem 20-točkovni načrt, ko bodo razmere zrele, lahko mislimo, da se to nikoli ne bo zgodilo. Toda po načrtu, če bodo pogoji izpolnjeni, se pričakuje, da se bo Izrael umaknil tudi iz rumene črte v Gazi. V Libanonu in Gazi je jasno. V Siriji ni jasno, kaj se mora zgoditi. Pravzaprav, ker v Gazi razorožitev Hamasa bo vodila do umika. Ja. V Libanonu bo razorožitev Hezbolaha vodila do umika. V Siriji ni tako jasnega koraka, ki bi se moral zgoditi, da bi se Izrael umaknil. Zdi se, da je to bolj odvisno od Izraela. Pravzaprav bi moralo biti v Siriji laže, ker na drugi strani meje ni pravega sovražnika. Ne pa takšnega, kot sta Hezbolah v Libanonu in Hamas v Gazi. In Izrael je sodeloval z sirsko vlado, ko je bil minister Dermer še minister in opravljal to delo. Srečal se je z vidnimi sirskimi ministri, kaj ne? Ne vem, če je to bilo kdaj razkrito. Mislim, da je bilo, ampak v vsakem primeru je bilo zelo jasno sodelovanje s Sirci z namenom doseči dogovor s pogajanji za vzpostavitev varnostnih ureditev v južni Siriji. Na način, ki bi ščitil izraelske interese, zaščitil skupnost druzov in omogočil Izraelu, da se umakne ter nadaljuje ta proces. No, do tega ni prišlo.
če do tega ni prišlo, ker Sirci sploh niso zaupanja vredni, zakaj potem predsednik Trump še naprej pravi, da bi morali to storiti? Ali nismo uspeli prepričati ameriškega obveščevalnega aparata in političnega vrha, da to ni pravi dogovor? Mislim, da to ni razlog. Mislim, da je bil razlog v tem, da bi to lahko storili. S tem je bilo povezano nekaj tveganja, vendar mislim, da zelo malo, ker je v Siriji tveganje za pobeg veliko manjše kot kjerkoli drugje. Lahko bi dosegli dogovor, ki bi Sirijo zavezal k določenim stvarem, ki jih potem lahko preverimo, ali jih izpolnjuje ali ne, in se morda celo umaknili iz nekaterih teh položajev. Ampak dejstvo je, da mislim, da ta vlada, Netanjahu kot predsednik vlade in vlada kot celota, ne verjamejo v sporazume dosežene s pogajanji. Ne verjamejo. Vedno so prisiljeni to storiti. 20-točkovni načrt je bil Netanjahuju vsiljen. Tudi dogovor v Libanonu, glede na poročanje v Združenih državah in uradne osebe ter svetovalce predsednika, ki so javno spregovorili, so dejali, da je moral predsednik Trump premierju Netanjahuju zviti roko za hrbet, da je pristal na dogovor. Prav tako naj bi veleposlanik Leiter povzdignil glas, da bi zagotovil, da premier Netanjahu ne bo odstopil od dogovora z Libanonom. Ker če to ni izraelski način razmišljanja, ker če verjamete, da je bolje biti v neskončnih vojnah, kot doseči dogovore, je to rezultat. In v sirskem primeru mislim, da je to najbolj očitno, ker predsednik Trump v resnici sporoča premierju Netanjahuju, če želiš prevzeti pobudo, jo prevzemi. Ampak če ne prevzamete pobude, silite druge, da jo prevzamejo. Ker želimo napredek na Bližnjem vzhodu. Želimo blaginjo na Bližnjem vzhodu. Želimo, da se vojne končajo. Torej, eden od teh drugih dejavnikov, ki prevzema pobudo v Siriji, je Turčija. Tam opažamo vse večji vpliv. Slišim, da številni izraelski varnostni uradniki opozarjajo na vse večji turški vpliv v Siriji. Zdaj pustimo ob strani hujskaško retoriko Erdogana, ki je pogosto antisemitska in uporablja najstarejše stereotipe proti judovskemu narodu. Kako Turčija predstavlja varnostno grožnjo za Izrael? No, Turčija predstavlja grožnjo Izraelu na različne načine. Prvi način je njihova neposredna vpletenost, ki se resnično povečuje, njihova prisotnost v Siriji, njihova morebitna prisotnost v Gazi, njihova podpora našim sovražnikom, radikalnim skupinam, Hamasu, islamskemu džihadu, skupinam v vzhodnem Jeruzalemu. Turki so bolj vpleteni v vse to. Potencialno bi lahko obstajala, mislim, da trenutno še ne, ampak v prihodnosti bi lahko obstajala tudi konvencionalna grožnja. Če se bo Turčija odločila, ima Turčija morda največjo vojsko v regiji, celo večjo kot. Njihove letalske sile so nekoliko zastarele, želijo si F-35, upam, da ga nikoli ne dobijo, ampak njihova mornarica je ogromna. Njihova sposobnost izvajanja pritiska na Izrael in vzhodno Sredozemlje je izjemna. Če pride do tega, se bo seveda Izrael moral pripraviti in ustrezno odreagirati. Ampak Izrael ne potrebuje novih sovražnikov. In vprašanje, ko gre za Turčijo, je, ali obstaja način, da se umiri retorika, da se zoperstavijo njihovim interesom, da se uporabijo vzvodi, ki jih Izrael običajno ima. Izrael naj bi bil v Washingtonu močnejši od Ankare. Izrael je bil v Washingtonu mnogo let močnejši od Turčije. Žal jih ni več veliko. Zdi se, da predsednik Erdogan prejema izdatnejše pohvale od predsednika Trumpa, kot jih prejema premier Netanjahu. In to še pred obiskom naslednji teden. Veste, prepričan sem, da bomo videli objeme, poljube in veliko ljubezni tudi do premierja Netanjahuja, kot je prav. Želim, da se to zgodi. Želim, da Izrael uživa podporo Washingtona. Ker ko to storimo, naprimer, bi moralo biti jasno, da Turčiji ne bi smeli dovoliti, da dobi F-35. Turčiji ne bi smeli dovoliti, da izvaja konvencionalne grožnje ameriškim zaveznikom, ker je del NATO. In samoumevno bi moralo biti, da nobena država v NATO ne sme predstavljati grožnje zaveznici drugih članic NATO v tem pogledu. Toda to ni tako, ker nič več ni normalno in očitno se lahko zgodi vse. To je znak izraelske diplomatske šibkosti. In mislim, da se to res navezuje na to, kar smo prej rekli, ker se zdi, da Izrael ne verjame več v diplomatsko moč. Izrael verjame le še v trdo vojaško moč. In obstaja meja, kaj lahko dosežemo samo s tem. Če bi imeli še eno celo oddajo, bi se poglobil v Turčijo. Ampak rad bi prešel na zadnji del oddaje, to je segment hitrih vprašanj.
Pokazal vam bom 3 slike. Na kratko mi povejte, kaj vam najprej pride na misel. Tukaj je prva slika. To je nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad. Ja. No, to je zanimiva zgodba, kaj ne? Ja, Mossad naj bi me podprl in postavil za novega voditelja. Ampak ko vidiš to sliko, kaj ti najprej pride na misel? No, obožujem njegov nasmeh, vedno sem ga oboževal. V redu. Naslednja slika. To je nekdanji načelnik generalštaba IDF in vodja stranke Ješarim, Gadi Eisenkot. Izraelski junak. V redu, in naša zadnja slika nocoj, to je predsednik ZDA Trump z emirjem Katarja, šejkom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem. Frustracija. Ta stisk roke bi moral biti z izraelskim predsednikom vlade, ki govori o pragmatizmu in blaginji, ne pa z voditeljem Katarja na tem srečanju G7. Zakaj je problem, da je to z voditeljem Katarja? Ker se je Katar žal postavil kot sovražna država do vrednot in interesov, ki bi jih morale ZDA in liberalni svet kot celota deliti, vsekakor pa tudi do Izraela. Hvala za vaše odgovore, vaš čas in vpogled. Za zdaj bomo tukaj zaključili. Še enkrat se vam zahvaljujem, Eyal Hulata, da ste se mi pridružili nocoj. Pridružite se nam spet prihodnji teden tukaj v oddaji On the Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.